Toplo pozdravljeni na današnjem spletnem seminarju, na katerem bomo pod drobnogled postavili varnostne preglede. Z veseljem sporočam, da nam bo ponovno družbo delal Boris Kranjc, certificiran etični heker in strokovnjak za kibernetsko varnost v Telekomu Slovenije. Boris bo iz prve roke delil z nami svoje znanje in izkušnje ter nam razkril ozadje in uporabo najnaprednejših tehnologij v svetu varnostnih pregledov. Razložil nam bo tudi ključne korake za izvedbo celovitega varnostnega pregleda v vašem podjetju ter delil praktične nasvete za izboljšanje varnosti. Predavanje bo trajalo približno 30 minut, tako smo tudi že navajeni, nato pa bo Boris na voljo tudi za vaše vprašanja. Vprašanje lahko že med predavanjem zastavljate v oblačku zgoraj, kjer piše Q&A, vprašanje, klicaj, je tudi znakec. Potrudili se bomo, da bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja. Če pa bi morali srečanje zapustiti prej, nas lahko kadarkoli kontaktirate na elektronski naslov kibernetska.varnost@telekom.si. Hkrati vas tudi obveščam, da se današnji spletni seminar snema. Posnetek boste vsi udeleženci prejeli še v tem tednu. Sedaj pa z veseljem predajam besedo Borisu. Boris, izvoli. Hvala lepa. Tudi z moje strani lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj seznama, vem, da jih je nekaj, ki nas že kar redno spremlja, ne? In se vračate na te naše webinarje, kar nam je zelo všeč. To pomeni, da vam podamo nekaj pametnih informacij, oziroma vsaj upajmo, da je temu tako in da zato z veseljem pridete nazaj. Zdaj, s temi webinarji seveda lahko rečemo, da bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Bom rekel, tematiki je še za obdelati, tako da bomo z veseljem delili tudi med vami razne novosti in tako naprej. Kot je že Aljana povedala, danes bomo vzeli pod drobnogled malce tele varnostne preglede. Varnostne preglede. Zdaj, za začetek, tisti, ki me še ne poznate, pa mislim, da vas je že bolj malo na Telekomu, sem že skoraj leto dni, predtem izkušenj 20+ let, kibernetska varnost 7 let, nekaj teh certifikatov, nekaj priznanih svetovnih certifikatov z področja kibernetske varnosti in tako naprej. In zakaj bom danes jaz govoril o varnostnih pregledih, ne da sem eden tistih, ki najbolj obvlada varnostne preglede, ampak moram reči, da kar v zadnjih 7 letih nekaj praktičnih izkušenj iz terena, ampak če rečemo v številkah, mislim, da sem naredil tam cirka 100 varnostnih pregledov. Tako da nekaj vam bom verjetno vedel povedati na to tematiko. Poglejmo mogoče najprej, o čem bomo danes sploh govorili. Današnji izzivi, malce se bomo spopadli s tem, s čim se spopadate vi, oziroma s čim se spopadajo podjetja. Potem si bomo malce pogledali vrste varnostnih pregledov, opredelili varnostne preglede, kaj v katerih varnostnih pregledih izvajamo v okviru Telekoma. Potem si bomo pa pogledali tudi malce orodja, s katerimi izvajamo varnostne preglede, da boste vedeli, s čim sploh to delamo, ko pridemo v vašo organizacijo. Pa najprej poglejmo mogoče izzive v današnjih omrežjih oziroma podjetij. Kak mesec nazaj sem se pogovarjal z enim direktorjem ene organizacije, seveda sva načela tematiko kibernetske varnosti in možakar mi je povedal, da sicer mu zunanji izvajalec pravi, da imajo 110% stvari porihtane, kar se tega tiče, ne, ampak kljub vsemu njega je zanimalo, kako ugotoviti, kakšno pa je dejansko stanje, a ga ta zunanji izvajalec malo tako vozi že enega čez vodo slučajno, ali je to res tako. In potem sva se začela pogovarjati tudi o izzivih, ki se trenutno pojavljajo v teh organizacijah, a ne. In zdaj tudi sam je povedal, prav, vedno več imamo zaposlenih, vedno več uporabnikov raznih naprav v omrežje, pravi, uvajamo IoT, uvajamo vse živo, videonadzorne sisteme in tako naprej. Pravi, ne vem, če imamo točno kontrolo, kje je kaj in tako naprej. Ja, vedno več uporabnikov in naprav v omrežju. Naraščanje kompleksnosti novih aplikacij.
aplikacije, ki delujejo preko spleta, druge aplikacije za mobilne telefonijo in tako naprej. Aplikacije, ki jih v podjetju uporabljamo, so seveda vedno bolj kompleksne in s kompleksnostjo seveda naraščajo tudi varnostne luknje. Zdaj v okviru varnostnih pregledov lahko seveda ugotovimo tudi, kakšna je varnost teh aplikacij, ki jih v vaši organizaciji uporabljate. Pomanjkanje detekcij v omrežju. Ja, računalniška omrežja zgrajena kot so, delujejo zadeve, ampak kaj se pa v vašem omrežju dogaja, a imate vse pod kontrolo ali nimate, to je v današnjih podjetjih veliko vprašanje in velik izziv. Pomanjkanje kadra v IoT oziroma v IT oziroma OT, tega verjetno nimate, a ne? Ne, saj se šalim. Vem, to pomanjkanje kadra je trenutno zelo pereča problematika v večini organizacij, v večini podjetij. Nekako enega sistemca še nekako najdejo ljudje, zdaj nekoga, ki bi se pa ukvarjal izključno z kibernetsko varnostjo, rečemo Chief Information Security Officerja, je pa danes že zelo težko najti. Banke še nekako najdemo CISO-te, Chief Information Security Officerje, ostale organizacije, večje korporacije in tako naprej mogoče tudi, sicer pa v manjših podjetjih, ja, sej meni je tudi čisto logično, da zdaj CISO-ta v nekem podjetju, kjer imate 10 zaposlenih, odvisno seveda tudi od dejavnosti, ni nujno, da si lahko privoščite, ne. Otežkočeno odkrivanje in odpravljanje težav, ja, če nimate ljudi, če nimate vsega pod kontrolo, je seveda to tudi zelo težko narediti. In nenazadnje, če se dotaknemo spet malce socialnega inženiringa, neozaveščenost zaposlenih. Ja, žal, še vedno imamo veliko kibernetskih napadov, ki se zgodijo na podlagi neozaveščenosti zaposlenih, ko zaposleni odprejo preko phishinga kakšno datoteko, in če nam manjkajo vse tiste stvari, ki smo jih prej omenjali v prejšnjih oblačkih, se lahko hitro zgodi, da smo uspešna tarča kibernetskega napada za hekerja, ne. Toliko mogoče, seveda jaz verjamem, da boste tudi sami našli še kakšen izziv, ki ga imate v podjetju na področju informacijske tehnologije oziroma kibernetske varnosti, ampak že če tle nimamo stvari poštimanih, imamo lahko težave. Zdaj, temu direktorju seveda sem jaz omenil, da lahko preverimo, kako ima on vse te izzive, a ima pod kontrolo, a je vse urejeno, na podlagi česa, na podlagi izvedbe varnostnega pregleda, ne. Zdaj, ko se enkrat začnemo pogovarjati o varnostnih pregledih, se postavi vprašanje, kdo jih sploh potrebuje, oziroma jaz sem v prvi alineji napisal, kdo jih ne potrebuje. Zdaj, vsi tisti, ki ste prisotni, rad bi vas opozoril tudi na to, NIS2, zdaj že vrabčki čivkajo o tem, NIS2 in kaj vse bo prinesel NIS2, za vse tiste, ki boste ali ste podvrženi temu novemu zakonu oziroma zakonu NIS2, vedite, da na določeni točki boste obvezani, da izvajate letne varnostne preglede in tako naprej. Ampak glede na to, da stvari še niso popolnoma dorečene, so do določene mere, pa tudi to, da ni danes predmet oziroma predmet te debate, bomo videli, kaj v prihodnosti nam bo ta zakon prinesel. Zdaj, kaj pridobi naročnik v okviru varnostnega pregleda? Varnostne preglede delimo na različne podsklope teh pregledov, kar bomo omenjali v nadaljevanju. V prvi meri pogledamo recimo vidnost domene podjetja na spletu in s tem povezanih IP naslovov. Lotimo se po neki verigi, ki jo uporabljajo tudi hekerji, Cyber Keychain, in tlele je seveda na prvem mestu raziskava, kako je vaša organizacija, kako je vaše podjetje vidno na spletu, in na tak način ponavadi tudi hekerji pridejo do IP naslovov. Seveda pri pregledih ravno tako kot hekerji se obnašamo tudi mi in seveda raziščemo, kaj smo lahko našli na spletu. Zdaj govorimo o spletu, ki je viden nam. Mi gremo še pa malce bolj v globino, velikokrat poiščemo tudi, kaj vidimo na temnem spletu. Tako da to je vse predmet varnostnega pregleda in na podlagi tega seveda naredimo pregled stanja pa vidnost teh javnih IP naslovov.
ki smo jih odkrili. Ponavadi se na teh javnih IP naslovih najdejo tudi kakšni odprti servisi in določeni servisi seveda morajo biti odprti za delovanje, mogoče recimo, če govorimo o neki spletni strani ali pa tako naprej. Nikakor pa ni dobro, če imate odprt nek servis, kot je recimo remote desktop, preko katerega lahko oddaljeno dostopate do svojih strežnikov oziroma do svojih delovnih postaj v podjetju. Zdaj, ne boste verjeli, ampak velikokrat odkrijemo na javnih IP naslovih tudi takšne servise in seveda takoj opozorimo uporabnika o tem, da se te stvari zaprejo. Zdaj, potem imamo tudi ugotovitev stanja v lokalnem omrežju, kar bomo kasneje videli pri opisu notranjega pregleda, ugotovitev potencialnih ranljivosti spletne strani, oziroma spletne trgovine. Zdaj v okviru varnostnega pregleda spletne strani kot take, če ne uporabljate kot spletno trgovino, seveda ni takšnih nevarnosti, da bi hekerji prišli do podatkov recimo vaših strank. Če pa spletna stran ni pravilno posodobljena oziroma vtičniki, ki jih uporabljate ali pa kode, ki jih uporabljate, ni pravilno prilagojena spletni strani, pa lahko hekerji takšno spletno stran seveda uporabijo za kakšen nadaljnji napad, recimo za vaše zaposlene v vaši organizaciji. Potem bi se seveda dotaknili tukaj tudi socialnega inženiringa, kjer v okviru varnostnih pregledov na Telekomu Slovenije ugotavljamo stanje ozaveščenosti zaposlenih, socialni inženiring. Ne boste verjeli, trenutno imamo na tem področju tudi največ povpraševanja. Ker če malce poznate to področje, veste, da je žal phishing, USB dropping, tailgating in vse, kar spada pod socialni inženiring, še vedno, recimo phishing, še vedno top vektor kibernetskih napadov. In odmevni kibernetski napadi, ki smo jih nedolgo nazaj slišali za njih, so se seveda začeli tudi preko phishinga. Potem imamo tudi preverjanje varnostnih služb, ki zagotavljajo dostop do objektov, to imenujemo tailgating. No, danes bi se mogoče samo dotaknil, ampak kljub vsemu mogoče izognil detaljni obrazložitvi operativne tehnologije pa varnostnih pregledov na tem področju, ker to smo pa imeli že na enem izmed prejšnjih webinarjev. Bi pa samo omenil, seveda, da izvajamo varnostne preglede omrežja tudi v okoljih operativne tehnologije, kjer je velika specifika, kjer izvajamo analize, industrijski kontrolni sistem in tako naprej. Zdaj, rešitev izzivov seveda izvajamo, kot smo rekli, z varnostnimi pregledi. Pa mogoče najprej zunanji varnostni pregled, kako ga izvajamo pri nas in s katerimi orodji ga izvajamo pri nas. Zdaj, jaz bom rekel to, mislim, da nobenen izmed tudi naše konkurence ne skriva, s katerimi orodji izvajamo varnostne preglede. Tako da danes, da ne boste mislili, da vam bomo razkrili neko veliko skrivnost, ker če se boste odločili recimo za izvedbo varnostnega pregleda, boste tako ali tako videli, s katerimi orodji stvari izvajamo. Zdaj, zunanji varnostni pregled v bistvu izvajamo po principu black box, kjer se obnašamo kot heker. Vse prej našteto sem že povedal, kaj se naredi, poiščejo se javni IP, javno dostopni servisi, ki so dostopni z interneta, potem se naredi pregled in analiza odkritih ranljivosti, pa seveda, glede na orodje, ki bomo ga v nadaljevanju videli, vam lahko za vsako odkrito ranljivost lahko podamo tudi remediacijske postopke. Jaz bom rekel tako, glede na to, da smo v Telekomu Slovenije imamo za določeno področje več kot 100 specialistov, vam lahko v bistvu na vsakem področju seveda pomagamo tudi z našimi specialisti. Ampak z orodji, s katerimi delamo, boste vedeli, v bistvu dobimo že v samem orodju, v poročilu remediacijski postopek, pri katerem vas vodimo, kako neko napako, ki smo jo odkrili, lahko odpravite. Nenazadnje bi želel omeniti tudi predstavitev poročila, ki ga izvedemo za vodstveni pa tehnični del. Ja, zdaj verjetno med vami so tudi nekateri, ki
jih lahko uvrstimo kot vodstveni kader. Tisti želite seveda vedeti, zakaj boste dali denar za nek varnostni pregled, kaj boste s tem pridobili, ampak roko na srce, jaz vem, da za vas recimo nek SQL injection ali pa cross-site scripting ali pa man in the middle ne pomeni nič kaj dosti, zato poskušamo vodstveni povzetek narediti v bistvu na 2-3 straneh največ, kjer poskušamo zadeve obrazložiti v obliki ocenjevanja, tako kot v šoli, od 1 do 5, pa s kratkim opisom, kaj smo na določenem področju odkrili. Zdaj, zunanji varnostni pregled ponavadi sledi tudi notranji varnostni pregled v organizacijah. Ta se izvaja bolj v sodelovanju z naročnikom, kjer delamo po predpostavki, kot da je hekerjem že uspelo pridobiti nadzor nad neko delovno postajo v vaši organizaciji. Seveda prav tako pregledamo dostopnost servisov na napravah, pregledamo ranljivosti na strežnikih, mrežni opremi, nadzornih sistemih, ne glede na operacijski sistem, ki ga imate, Linux, Microsoft, SQL server, karkoli od tega, ker kot sem že prej omenil, z našimi 100 strokovnjaki z tega področja, ki so zaposleni na Telekomu, v bistvu, jaz bom rekel, odkrito rečeno, v pregledih, ki sem jih omenil na začetku, ki sem jih naredil skozi zadnjih 7 let, ne poznam kompletnih ranljivosti z Microsoft področja in tako naprej. In velikokrat tudi se moramo pokonzultirati, posvetovati, pa tudi pri nas povprašati za mnenje strokovnjakov, ki so specializirani za določene področja. Tako da smo, kar se tega tiče, dosti kompetentni, lahko rečem. No, prvo profesionalno orodje, ki ga vidite na skrinu, zdaj veliko se vas je nasmehnilo, pa ste rekli, to pa ni profesionalno orodje, zato ker gledamo Kali Linux. Kali Linux je seveda hekersko orodje, ki ga lahko snamete iz interneta, kdorkoli izmed vas. Zadnjič sem videl eno dobro karikaturo, ko en sname Kali Linux, pa ga tako z nogo brca in zraven piše, no, daj nared kaj sam od sebe. Kali Linux prav tako ne zna čist nič sam od sebe narediti, je sicer hekersko orodje, oziroma v osnovnem namenu ni hekersko orodje, je orodje, ki ga uporabljajo tudi hekerji, ampak se ga seveda uporablja za namen preverjanja varnosti v vašem omrežju oziroma raznih spletnih strani in tako naprej. Je ful dobro orodje, ima ful določenih toolov oziroma operacijski sistem, ki ima ful določenih orodij. In ja, jaz bom rekel, to lahko sname vsak, s tem preverja vsak, ampak moraš povedati, kaj pa počneš. Pa da ne bom rekel, da ga mi ne uporabljamo, seveda ga ravno tako uporabljamo, ampak boste videli, v kakšni primeri. Zdaj, če za varnostni pregled plačate nekaj denarja, potem seveda od nas pričakujete, da vam bomo pregledali in podali ranljivosti, ki so recimo bile odkrite tudi v prejšnjem tednu. To pomeni, nek razvijalec, neko orodje, mora vsebovati vse ranljivosti, ki so up to date. In zdaj na naslednjem slajdu vidite lahko razvijalca oziroma proizvajalca takšnega orodja, to je Rapid7, znan z orodjem Nexpose, ampak Nexpose vam verjetno ni to poznan kot pa tistim, ki se malo s tem ukvarjate, kot pa Metasploit. Zdaj, detajle tega Nexposa, sicer ne bi šli, ampak jaz bom rekel, s tem orodjem že delam več kot 7 let in dejansko z tem orodjem, ki je res up-to-date z vsemi ranljivostmi, user-friendly, vsekakor moraš vedeti, kaj ti je orodje izpisalo, ampak tole orodje je že narejeno tudi dosti tako, da če ti je jasno, kako stvari funkcionirajo, lahko sam prideš s tem orodjem še do določenih detajlov. Zdaj, izpisi iz tega orodja, poročila, ki jih dobimo iz tega orodja, so zelo, zelo kvalitetni izpisi. Zelo malo imamo false pozitivov. Zdaj, videli boste, recimo, ne vem, v Kali Linuxu boste vzeli neko orodje, ki vam dajo veliko izpis, veliko ranljivosti, ki se najdejo v vašem omrežju, ampak ogromno od teh ranljivosti je tudi false pozitiv. To pomeni, niso ravno potrjene in tako naprej in jih ne moremo potrditi. Rapid7 z Nexposom lahko rečem, da je tlele kar v samem vrhu špica od teh orodij, s katerimi delamo. Zdaj,
razni takšni izpisi, kot vidite, recimo top 25 ranljivosti ocenjenih glede na rizik in tako naprej. Kaj vam svetujemo na podlagi tega orodja, katerih ranljivosti se najprej lotite, da jih odpravite in tako naprej. Imate en kup še drugih možnosti za izpis poročil. Všečno je recimo tole, tle sem dal pač za en primer. Na nekem stikalu je bila odkrita ranljivost oziroma pomanjkljivost, kjer je SNMP protokol nastavljen kar tovarniško, pomeni, da se lahko podatki iz tega stikala čitajo. In če vidite v nadaljevanju, recimo, imate za Ciscotove stikala tudi v tem poročilu celotna navodila, kako se skonfigurira ta SNMP protokol in kako to pomanjkljivost odpravite. To dobite v bistvu z naše strani izpis pri varnostnem pregledu za vsako odkrito ranljivost oziroma pomanjkljivost v vašem sistemu. Torej, z vsemi remediacijskimi postopki in tako naprej. Zdaj, kot sem omenil, tudi Nexpose, da smo odkriti, najde tudi kdaj kak false pozitiv. In zaradi tega mi te false pozitive poskušamo seveda potrditi, da zdaj jaz ne rečem, vi pa imate kar na podlagi varnostnega pregleda te ranljivosti, pol pa pride nekdo za mano pa reče, ta pojma nima, to ni ranljivost, se je ne da potrditi, mogoče enkrat bila, vmes je neka posodobitev, ampak tole orodje še vedno to smatra, da je ranljivost. Zato, da mi to potrdimo, uporabljamo za tiste kritične ranljivosti, ki jih najdemo z orodjem Nexpose, potem še orodje Metasploit. Metasploit je pa v bistvu, zdaj se pa že dotikamo malo penetracijskega testiranja, tle pa v bistvu poizkušamo izkoristiti ranljivosti, ki smo jih ugotovili v teku odkrivanja. Zdaj tudi Metasploit Pro varianta ima tak fin GUI, jaz bom rekel, kar veliko stvari naredi namest tebe, in ti tak lep izpis napiše točno, na katerih IP-jih so bili odkriti, kateri operacijski sistemi, katere ranljivosti, in orodje je celo tako natvikano, da zna te ranljivosti kar sproba sam jih potrditi in dokazati, in v bistvu ti naredi tudi reverse shell oziroma kar povezavo na nek strežnik, če je leta mogoča. Ampak, jaz bom rekel, še vedno, tudi kar tlele najdemo, probamo seveda potrditi ročno. Zdaj, mimogrede, veliko vas bo vprašalo, taka orodja, kaj pa če bi nabavili to? Jaz bom rekel, cena takih orodij ni zanemarljiva. Nexpose, recimo, ki smo ga gledali prej, cena takega orodja, pa ne me točno za besedo držati, ampak je omejeno na število IP-jev in tam osnova se začne med 10 do 15 tisoč evri, recimo. Potem Metasploit je ravno nekaj takega, in zdaj v nadaljevanju, če gledamo tudi še orodje za varnostni pregled spletnih strani, Burp Suite Pro, vse skupaj kar nekaj nanese. Zdaj, pregled spletnih strani izvajamo po metodologiji OWASP Top 10. V glavnem pregledamo top 10 ranljivosti, ki so trenutno aktualne. Vse te ranljivosti seveda na spletnih straneh se pregledajo in na podlagi pregleda potem tudi jih potrdimo ročno. Za recimo izvajanje varnostnih pregledov spletnih strani uporabljamo Burp Suite, ne tega Community Edition, s tem se lahko poizkusite tudi sami, vendar ste zelo, zelo omejeni. Pri nas uporabljamo Burp Suite Professional, ki nam omogoča recimo tudi izkoriščanje ranljivosti, kot recimo na tem print screenu, kjer vidite nek SQL injection in smo ga recimo v tem primeru z Burp Suiteom tudi potrdili in dokazali ranljivost. Tudi tukaj dobimo enake izpise, kot smo jih videli v prejšnjih primerih, in to so orodja, ki so res profesionalna in se z njimi da narediti marsikaj. So pa tudi draga. Nenazadnje pa smo spet nazaj pri Kali Linuxu. Vse te potrditve, vse te zadeve, ki smo jih zdaj videli, še vedno uporabimo Kali Linux, kjer so določena orodja, s katerimi potrjujemo vse to, kar smo našli z Nexposom in tako naprej. Nexpose nam je v bistvu pomagal z zadnjimi odkritimi ranljivostmi, prav tako Metasploit, in nenazadnje vse skupaj še potrdimo preko Kalija, ki ga uporabljamo.
Ja, na koncu še se dotaknemo varnostnih pregledov kot socialnega inženiringa, kjer testiramo zaposlene, preko phishinga, wishinga, whalinga, smishinga in tako naprej. Testiranje zaposlenih recimo preko USB droppinga. Zdaj, veste, kako izgleda phishing, realen phishing. Upam, da ne veste, no, pa da niste še kdaj nasedli. Ampak pri phishingu se mi prav tako obnašamo kot hekerji. Zakupimo lažno domeno, naredimo neko lažno spletno stran in seveda, ko vi tole kupite, vas na koncu tega phishing testiranja recimo zanima, koliko vaših je pa recimo zaposlenih nasedlo na tem phishing testiranju in tako naprej. Zaradi tega, da vam mi to lahko zagotovimo, uporabljamo spet eno izmed takih zanimivih, dragih orodij, to je ThriveDX, včasih je bil to švicarski produkt, zdaj so ga odkupili sicer Izraelci, so ga kar še dodelali, moram priznati, ampak to orodje nam v bistvu omogoča res detaljne izpise pri samem testiranju. Kdaj je kdo kliknil, s kakim brskalnikom je kliknil, a je kliknil z mobilnega telefona, iz katerega IP naslova je bilo kliknjeno, a je kliknil pa vpisal tudi že zahtevane podatke, ali je samo kliknil, pa ni vpisal zahtevane. Glavnem statistika, ki jo vam lahko damo na podlagi tega orodja, je čudovita. In se potem lahko tudi, seveda reče, ne vem, če imate večjo organizacijo, se razdela po oddelkih. Moram pa zdaj kar opozoriti pa povedati, da zdaj po GDPR-ju pa vsem ostalem podatkov, kdo je kliknil točno, pa kakšne passworde je uporabil, teh ne predajamo v okviru takih pregledov, tudi ne naročnikov. Procentualno dobite, lahko anonimiziramo podatke, je pa tlele dejansko, dostikrat se že pojavlja tudi zahteva, ja, želimo točno vedeti, kdo v naši organizaciji je poklikal. Ni ta namen, da nekoga pribijamo na križ, sploh ne iz naše strani. Kot zadnja stvar, varnostni pregledi OT, ne bomo danes v njih, lahko poiščete na spletu enega naših, mislim, da 2-3 webinarja nazaj, kjer smo šli točno čez varnostne preglede v okoljih operativne tehnologije. Tako da jaz mislim, da je to zadnji slajd. Jaz upam, da imate 1001 vprašanje, ali pa nič, ker jaz sem že skoraj brez glasu. Če so kakšno vprašanje, kar izvolite, sicer lahko kadarkoli uporabite moj naslov elektronske pošte ali pa to, kar je omenila Alja na začetku. Alja, imava kaj vprašanj? Kaj misliš? Nič. Nič, ne? Nič, zaenkrat še nič. Še nič, zato, ker po mojem še premlevajo vsa ta orodja, ki si jih naštel. Ampak bi se pa jaz lotila enega vprašanja, če smo šli že z nazivom tega webinarja, da gremo varnostne preglede pod drobnogled pogledati, dajmo se še cene dotakniti. In sicer, kaj res sploh vpliva na ceno? Omenil si drago orodja, zdaj pa verjeten... Znak malo tipično žensko vprašanje, koliko pa to stane, a ne? Ja, kaj pa? Ne, vsekakor ni problema, z veseljem bom odgovoril tudi na to. Jaz bom rekel tako, ceno varnostnega pregleda, cene se razlikujejo seveda tudi od obsega varnostnega pregleda, predvsem od obsega varnostnega pregleda. Vidim velikokrat tudi razne javne razpise, ko nekdo napiše notranji varnostni pregled, recimo, ja, kaj je notranji varnostni pregled? A imate 300 računalnikov, pa 100 serverjev, pa ne? Razlika je, če tudi imamo mi ta avtomatizirana orodja, če mi s temi avtomatiziranimi orodji dobimo dosti avtomatizirane izpise, pa še je treba potem vse to ročno pregledati, je razlika, če jaz pregledam 5 strežnikov ali pa če je treba pregledati 50 strežnikov. Tako da cene dosti varirajo. Vam pa lahko povem recimo za en phishing testiranje, je tam, bom rekel, približno med 1500 in 2000 evri, odvisno tudi od velikosti, ampak bolj proti 1500 evrov se ponovadi nagiba za eno tako povprečno podjetje, neko phishing testiranje.
V ostalih zadevah pa ne bi v detajle, ne, ker se pravi, je čisto odvisno od tega. Zato tudi, če vas zanima, če kogarkoli izmed sodelujočih zanima varnostni pregled, naj nas kontaktira, dobili boste en vprašalnik, čist taki, da ga tudi, če niste ne vem koliko IT-ovc fejst, lahko izpolnite, ne vem, tam piše, ali želite zunanji varnostni pregled, želite notranji varnostni pregled, koliko imate zunanjih IP-ov, ki so živih, to pomeni, da recimo imate 10 javnih IP-ov, imate samo enega, potem koliko imate notranjih IP-ov, ne vem, pa veste, da imate 30 delovnih postaj, pa 5 strežnikov, pa 20 kamer, pa 2 access pointa in sam številčno not naštejete zadeve in na podlagi tega vam mi lahko pripravimo potem ponudbo, ne, ki je dosti tako realna. Dostkrat sem že videl razno povpraševanje oziroma tudi razne ponudbe, kjer piše notranji pregled 3500 evrov. Halo, kaj zdaj 3000, kaj pa dobim za teh 3500 evrov? Notranji pregled, ne. Treba tudi iti v detajle, v notranjem pregledu želite, da vam pregledamo Active Directory v detajle, a sploh ne želite, da vam pregledujemo operacijski sistem, da vam sam mrežo pregledamo, a želite, da vam SQL pregledamo, etc. Ne. Je seveda zelo in zaradi tega jaz tudi potem, ko se izpolni vprašalnik, še dostikrat kontaktiram potencialnega naročnika, pa predebatiramo mogoče določene stvari bolj detaljno, a ne. Ok, no hvala za odgovor. Da nekaj si izvedela, eno ceno sem ti dal, ne pa vse. Nekaj si mi dal, ja, v redu. No, ampak saj prav, res moramo poudariti, da za podrobnejše povpraševanje, ne, pa in ponudbo naj kar pišejo ali na tvoj email naslov boris.krajnc@telekom.si, kibernetska.varnost@telekom.si ali pa poslovna.prodaja@telekom.si. Bom pa tudi skupaj s posnetkom webinarja poslala še vse te kontakte. Pa mogoče še povem, da lahko pa meni pišete, če ne najdete na spletu naših posnetkov prejšnjih webinarjev, pa vam bom tudi z veseljem poslala linke. Moj mail je pa alja.vozelaf@telekom.si. Še ena stvar, zdaj si čisto razkrila, Jaz bom rekel, ker danes imamo kar lepo število sodelujočih, ne, so se z Aljo pred tem pogovarjala, kaj pa naslednji webinar. Pa me zanima, lahko napišete mogoče na katerega od teh mailov, a bi vas zanimalo mogoče praktični prikaz katerega izmed teh orodij, ne vem, kako pri pregledu spletne strani uporabljamo to orodje, ali pa, ne vem, sken nekega lokalnega omrežja z Nexposom. Dajte malo namigo, z veseljem se bomo prilagodili. Sicer bomo naredili po svoje, ampak lahko pa tudi prilagodimo tudi kakšno takšno željo, če bi želeli seveda kaj videti, ne. Super, no hvala za to iztočnico, ja. Feedback pa res je zmeraj dobrodošel, ne? Vsekakor. Ok, dodatnih vprašanj nisva prejela, tako da bova zaključila na tem mestu. Jaz se vam v bistvu v imenu obeh najlepše zahvaljujem za vašo pozornost in udeležbo. Želim vam prijetne velikonočne praznike, pa se kmalu spet vidimo. Enako z moje strani, lep pozdrav, živjo.